Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem samoti srci. Jer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Drage planinke, dragi planinci, spoštovani gostje in ljubitelji planin, ki ste se danes tu zbrali pred našim domom, dr. Klementa Juga, ki letos praznuje 60 let, odkar je bil predan in služi planinstvu. Z veseljem ugotavljam, da ste se tisti, ki verni in zavestni, res udeležili današnjega slavja. Marička je Štemana, ker fantje so prišli, ona misli, da je sama, da nobene druge ni. Ona misli, da je sama, da nobene druge ni. Ženske, ne. Tle je šel nekaj vodni gaj, v enem sklopu teh poti, tematskih tle na našem območju v Soči pa v Lepeni, smo ga poimenovali 7 dni, 7 poti, se pravi, to je 7 poti takih, vsak dan eno. S temi potmi smo hoteli, pač, da se turisti, da ni samo hribi visoki, pa te gore, ampak da tudi uživajo v teh krajih tle okoli, malo nižje, pa da si prvošajo kakšno pot tako, mogoče za pol ure ali pa za 1 uro, pa vidijo tudi tiste stvari, ki so ponovadi skrite, ne, ki imamo pred sabo tisti velik cilj, ne, in ne vidimo tistih drobnih stvari, ko lahko uživamo tudi vmes. Ja, to je slap, iz katerega dejansko izvir Lepenci.
60 let je minulo 19. julija, odkar je bil ta dom, pred katerim smo danes zbrani, uradno odprt in predan v uporabo za potrebe planinstva. Iz ohranjene fotografije izhaja, da se je takrat peščica najbolj zagnanih planincev pripeljala s kamionom in se ob tej priliki skromno poveselila. Dom so poimenovali po takrat že pokojnem filozofu in alpinistu dr. Klementu Jugu. Dom je tudi edina še preostala točka, ki daje utrip in življenje v tem delu doline tistim, žal zelo redkim prebivalcem, dopustnikom ali vikendašem v času poletnih počitnic. Mi fantje pimo vince, voda naj tam stoji, naj pije žaba vodo, ker vinca vredna ni. Naj pije žaba vodo, ker vinca vredna ni. Dovolite mi, prosim, da začnem ta svoj prispevek k slavju ob 60-letnici iz planinskega doma dr. Klementa Juga v Lepeni s spomini iz svojih mladih let. 3 tedne po svoji ustanovitvi je Planinsko društvo Nova Gorica na praznični ponedeljek 2. maja 1949 pripravilo svoj prvi društveni izlet. Cilj je bil 663 metrov visoki Trstelj. Iz Dornberga, dokoder nas je pripeljal vlak, si je proti železnim vratom podalo pično število udeležencev. Spominjam se, da so starejši ob pogledu na zapuščeni vojaški objekt 30 metrov pod vrhom Trstelja menili, da bi bilo stavbo zelo primerno preurediti v prvo planinsko kočo novega društva. Ne vem, kako so se potem starejši med sabo dogovarjali. Spominjam pa se dobro udarniških dni na Trstelju poleti 1950. leta in 20. augusta slavnostne otvoritve koče, ki je dobila ime po kraškem tigrovcu in partizanu Antonu Šibeli Stjenki. Dejanje na Trstelju še ni bilo povsem zaključeno, že se je novo društvo oziralo proti Julijskim Alpam, da iz kraško-vipavskega hribovja svoje delo pri dograjevanju mreže planinskih postojank prenese na Krnsko pogorje. Izziv za ureditev manjšega zavetišča so bili tik pod vrhom Krna ostanki spomenika zavetišča, odprtega oziroma odkritega 16. septembra 1928. leta v čast italijanskemu osvajanju Krna v prvi svetovni vojni. Spomenik zavetišče je nosilo pomemben napis Bodite zmagovalci. Planinsko društvo Nova Gorica je začelo s široko akcijo, da z izgradnjo zavetišča in nič več spomenika olajša in olepša planincem obiskovanje Krna. Smrt suvkanca Ervina Gomiščeka pri ogledu lokacije bodočega zavetišča konec novembra leta 1950 je bila žalostna popotnica. Toda delo se ni zaustavilo. Vanj smo bili vključeni tudi mlajši člani. Na planinskem plesu v Sukanu smo pozimi leta 1950 v zboru deklamirali daljšo agitacijsko in bodrilno pesem Ludvika Zrozuta, posvečeno gradnji koče na Krnu. Spominjam se le refrena. Planinsko društvo iz Gorice, ali čuješ žive naše klice? Kamen na kamnu, zrno na zrnu, živo planinski dom na Krnu. Dela pri izgradnji zavetišča so se končala z njegovo otvoritvijo 15. septembra 1951, prav na dan 4. obletnice priključitve Primorske k matični domovini in le mesec dni potem, ko bi svojo 50-letnico obhajala Trilerjeva koča, postavljena na sedlo med vrhom Krna in Batognico in odprta 5. augusta 1901. leta. To prvo slovensko planinsko kočo na Primorskem,
Kot so poročali časnik, pa je v zimi 1904-1905 porušil snežni plaz. Tudi gradbene naloge v Lepeni so si prizadevni novogoriški planinci lotili s srčnostjo, ki so jo pokazali in dokazali na Trastelju na vrhu Krna. Prenova začela 1952 in končala z odprtjem, julija 1953. Ne moremo pa molče ubiti še tretje planinske postojanke, ki je novogoriško društvo zgradilo v Krnskem pogorju. Planinski dom ob Krnskih jezerih je bil odprt v nedeljo 8. julija 1984. Danes slavimo jubilej Jugovega planinskega doma v Lepeni. Njegova 60-letna zgodovina je zapisana v letnih in večletnih kronikah Planinskega društva Nova Gorica. Mislim, da se besedila tudi drugih podobnih kronik ne razlikujejo veliko med sabo. Ob statistikah obiskovalcev domov je v njih največ pozornosti namenjeno vzdrževalnim in obnovitvenim delom, izboljšavam in olepšavam zaradi boljšega počutja planincev, ki so domove obiskovali. Z vsemi številčnimi in drugimi podatki se skriva tudi nešteto prostovoljnih ur, odrekanja, osebnega vlaganja in skrbi za pridobivanje denarnih in materialnih sredstev. Preveč obveznosti je družba nalagala in še nalaga na ramena planincev in planinskih društev. Ves ta splet srečnih in manj srečnih okolnosti je vsa minula desetletja spremljal tudi dejavnost planinskega doma dr. Klementa Juga v Lepeti. Očitno pa je predanost zgorništvu premagovala in bo premagovala ovire, ali kakor je predsednica društva gospa Muročeva zapisala kot napotilo za bodočnost. Treba bo torej še naprej in naprej delati in prepričevati. Dokler človeški rod biva po zemlji hod, bude slovilo slovensko dekle, bude slovilo slovensko dekle. Bovški rojak, dr. Ivo Juvančič, zgodovinar, mislec in planinec, je nekoč zapisal, da se je zgodovina zahodnega slovenskega ozemlja prelamljala v gorah. Zato se je prelamljala tudi v Lepeni. Osebnost, katere ime nosi planinski dom, je tudi sodelovala pri prelomnih obdobjih v preteklosti s svojo navzočnostjo ali pa kot navdih in simbol. To dvoje ostaja dr. Klement Jug še danes. Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kako semejo vrzite po breh in po bregih. Pomlad iz rodilo, cvetke tisočiremo, te prijazno iznojila, svoje nežne hčiremo. Nevezorne dečki zali, brali bodo rože te, ki te bodo izpravljali, pevali jih na srce. In srce jih bo grelo, cvet je zraslo iz krvi, da zaroti do plemtelov, vode in do konca dni. Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kakor semejo vrzite po doleh in po bregih. Upamo, da ne bomo med vašimi eksponati, uporabniki, bi bili prav veseli. In vsekakor pa, če bomo, ne, bomo zaupali.